Dobro jutro, dobri ljudje. Pozdravljeni v tretjem pregledniku, ki vam ga pripravljamo ekipa Akademske televizije. Preden pa začnemo s pregledom dogajanja na festivalu na drugi dan, v sredo, smo vam dolžni še opravičilo. Včerajšnji dan nam je povzročil kar nekaj težav. Ker smo v torek zvečer ostali brez elektrike, se nam je resetiral celoten reportažni avto. Poleg tega pa nas je zjutraj v avtu pričakalo še presenečenje. Manjše Cerkniško jezero, ki je na srečo sedaj že izginilo. Riža je ostalo dovolj in kakorkoli že, sedaj se bomo še bolj trudili, da bo vse tako, kot mora biti. Ob 13. uri se je torej začel sklop Kratki film 1. Kateri dan se najbolj vleče? Četrtek je dan nesreče. Tako se v kratkem animiranem filmu Ciper-Coper Štumfa in Kuštra sprehajata skozi prostor in čas in iščeta svojega čarovniškega mačka. Poglej me vendar 2, zelo poseben film je. Všečkana pa je v tem, kak problem je svetovni splet. Kaj se vse za lajke naredi in kdo potem trpi. Meni ptič, tebi nič, pa nam deli 3 življenjske modrosti. V jašku Miha je zaprt, kmalu bo postal kot krt. Ven nihče mu ne pomaga, Mihata še čaka zgaga. Ko pogledali smo zadnji kader, nam izjavo dal je Dražen Štader. Družabna omrežja so se noter pritihotapila v naša življenja in so jih spremenila. Jaz pravim, da življenje pred in po družabnih omrežjih ne bo nikoli več enako. Gre za največji peskovnik vojerizma in tudi gre za nek način, je popolnoma preoblikoval naše medosebne primarne človeške odnose. In zato se mi zdi zelo pomembno, da nekaj povemo na to temo. Najti morava kakšen dober ciper-coperček, na primer skrajšice. Ob 15. uri ste si lahko ogledali projekcijo študijskih filmov 1. Študenti so se lani izkazali za pravo konkurenco, tudi izven študentske nagrade Vesna. Ali bo tudi letos kateremu izmed njih uspelo osvojiti stekleni portoroški prestol? Morda bo to letos spet uspelo Agrfetejevcem, na primer Vidu Hanžku, ki stavi na svoj film Tujca, ali Emi Muc s filmom Na novo. Mogoče bo slavil dokumentarec, na primer tisti Arona Horvata s čudnim naslovom o čudnem človeku, ki išče vesoljce. Čilag ali nekaj takega. Sam sicer stavim na animirani film Damirja Grbanovića Happy Birthday. In ko smo že pri rojstnih dnevih, morda bodo prepričali filmski citati, kot so: Zakaj vsi vedno pojejo eno in isto pesem za rojstni dan? Če vprašaš mene, bi morali vsakemu napisati njegovo lastno rojstnodnevno pesem. Ki ga na primer najdemo v filmu Ringelspiel Vikend Ester Ivakić in Teje Miholič. Morda pa bo vse zelence naprala Valerija Zabret, ki je študirala vse od Prage pa do Portugalske. Toda nas zanimajo zelenci. V bistvu gre za 3D animacijo, to se pravi, materiali so narisani, vzameš oglje, svinčnik, narišeš na papir, tako kot recimo mreža za kocko, potem se pa to skupaj zloži, recimo leva stranica, desna stranica, ker so enostavni objekti v 3D-ju in potem se na njih aplicira narisane materiale in to je to. Pol se enkrat zloži v računalniku, materiale narisane ročno se poskenira in zrenderira in ven dobiš v bistvu sliko. Pri nas v Prekmurju v Lendavi se je dogajalo ene sekte, imenuje se Realisti in oni verujejo, ta sekta je bila ustvarjena v 70-ih in oni verujejo v ta izmezemaska bitja in v neke energijske točke, energijska valovanja in tak dalje. In pri nas naj bi bilo to tam pri teh termah Lendava nekaj več tega. In on je slišal za to sekto, prišel sem, se tem pridružil in potem, ko je bil tukaj, je dejansko pri lokalnih ljudeh slišal določene neke govorice, da so bila neka videnja, ampak to
davnega, ne vem, še v 80-ih oziroma v 70-ih in je prišel potem nazaj to pogledati, kaj se dejansko tukaj, če bi lahko on kaj odkril, nek, kako on pravi temu fizičnim dokaz. Celovečerni koprodukcijski film Ti mene nosiš, režiserke Ivone Juka, je bil na sporedu ob 16:45. Kdo si ti? Kaj sem že hotel povedati? Jesam ti dijete mogla udariti? Ja, mogla. Jesam ti dijete mogla udariti? Pička koja viče za ljudina, pička ti materi! Nikoli se ne boš spremenil. Jebi se, ti ki varaš. Volite me kurac za mene! Film Ti me nosiš je odličen celovečerni film Ivone Juka, ki spretno prepleta zgodbe 3 glavnih oseb in se z izredno senzibilnostjo posveča temam vsakdanjega življenja, Alzheimerjevo boleznijo očeta, varanjem in obtoževanju drug drugega. Ti mene nosiš je eden od filmov, zaradi katerih sem sploh danes prišla sem, ker sem ful o tem že brala, slišala prej, gledala z režiserko intervju in mislim, da je kar nekako zadovoljil moja pričakovanja, ful se me je dotaknil, pa bi se kar strinjala, da je osvežitev oziroma da zadnjih 10 let mogoče celo na hrvaški kinematografiji ni bilo tovrstnega filma. Režiserka filma Ivone Juka zaradi časovnih razlogov danes žal ni z nami v studiu. Ob 19:30 je bil v sklopu Dokumentarni film 2 predvajan edini celovečerni dokumentarni film na letošnjem festivalu. Proti večeru, ko Portorož zajame tema, je občinstvo v avditoriju po nekaj minutah obnemelo. Film z naslovom Pola Pola prikaže zgodbe tujih delavcev, ki pri nas gradijo železnico. Snemati film, biti filmar je neke vrste fanatizem, da kljub prepoznavanju svojih napak še vedno verjameš in letiš kar se da visoko in imaš v tem, da nimo dober filmski pogled. Nov film Metoda pevca z naslovom Dom pa pokaže zgodbe bivših gradbenih delavcev, ki sedaj živijo v samskem domu. Ta dom je v sosednji ulici, kjer jaz živim, torej ves čas sem hodil mimo tega doma in sem opazoval pravzaprav to življenje skozi okna. Predvsem po noči, ko so okna brez zaves, ko so prostori osvetljeni in se je oddaleč videlo, da v tem domu domuje revščina. Tako da sem potem postal kot nekak filmar radoveden in sem pač se odločil nekega dne, sem rekel, v ta dom je treba preprosto vstopiti in sem tja šel, sem vstopil, prvi dan me je sicer hišnik ven vrgel, kaj da tle iščem, da nimam dovoljenja. Potem sem prosil za dovoljenje, nisem dobil dovoljenja, potem pa sem tam najel sobo. Jaz sem se potem spoprijateljil se v tem domu, res udomačil in res začel tam živeti. In včasih pozabil, da sem jaz prišel tam z enim profesionalnim namenom, da bi jaz moral snemati, medtem ko sem jaz, ne vem, tam fantom izpolnjeval formularje, hodil z njimi na sodišče ali kaj podobnega. Preprosto, jaz sem začel res tam živeti in sem malo zgubil to distanco in sem se šele vmes nekako zavedal, kaj se mi dogaja. Še najbolj sem se pa tega začel zavedati v montaži, da v bistvu, da imam jaz problem z distanco, zaradi tega, ker sem na način to življenje tam zljubil in ga sam živel. Režiser, ki je sooblikoval slovenski filmski prostor. Režiser filmov Carmen, Pod njenim oknom, Hit poletja, Aleksandrike, Dom. Režiser, ki je za svoje filme skupno prejel že kar 6 vesen in bil z njimi uspešen tudi na drugih festivalih. Režiser, ki predstavlja svoj novi celovečerni film Dom. Metod pevec. Pozdravljeni spet z nami v imenu podcasta Filmflom, z vami sta seveda spet Maja in Ana. Tokrat imamo pa v studiu Metoda pevca, avtorja dokumentarnega filma Dom. Zdravo, Metod. Živijo. Kakšne so prve reakcije oziroma kakšno je vzdušje po projekciji? To je vprašanje, na katerega najtežje odgovori režiser, ker prideš na projekcijo vedno obremenjen.
obremenjen ne zaradi pričakovanj, ampak obremenjen z vsemi okoliščinami. Ena od teh okoliščin so pač soustvarjalci, ljudje. Predvsem pa je premiera vedno tisti finalni občutek te zelo nevarne, absolutne izgube distance, do katere pride, ko si toliko časa okužen, ne, ko delaš z enim filmom, da enostavno res prideš v eno področje, kjer samo še nekako hodiš kot en sanjač in nisi prepričan, kaj si naredil. Ne. Vprašanje je, kdaj se ti to zgodi, a se ti to zgodi šele na premieri ali že prej. Zaradi tega je to tako težko kaj pametnega povedati. Meni je pri vseh teh premierah, če gre za dokumentarni film sploh, ker ne, če gre za igrani film, so vendarle tvoji sodelavci, nastopajoči pred kamero profesionalci in so kot taki deloma ali pa večinoma sami odgovorni za to, kar so naredili. Ne. Pri dokumentarnem filmu pa je ta odgovornost majčkeno bolj naporna, zaradi tega, ker vendarle neki popolnoma naivni, resnični ljudje vstopajo v nek proces, ki pa se vemo, ne, je vendarle neka manipulacija, pa tudi če je dokumentarni film, je vendarle nek ustvarjalni proces, ki se neki manipulaciji zaradi narave, profesionalne narave našega posla ne more ogniti temu. In te je vedno strah, da ne bi tem ljudem naredil kakšno škodo, ki bi jo oni morali potem po premieri odnesti v svoje osebno življenje. Bog ne daj, ne. Čeprav so se na snemanju vsi nekako strinjali in vse je bilo v redu, ampak včasih na snemanju si lahko prepričljiva, ne, pa prepričaš ljudi v neki, si sugestiven, pa jih zapelješ, ne, ker si že nekaj časa v tem poslu, pa mogoče to znaš, ne, pa ljudje pol, tako da je, to je ta, vsaj pri meni je ta problem, no, vedno. Če izhajamo kar iz tega, gre torej za zelo oseben film na nek način, pa me zanima, vi ste si najeli tudi sobo v tem domu in ste živeli skupaj z njimi. In zanima me, koliko recimo časa traja, da ste vzpostavili neko tako zaupanje s temi svojimi protagonisti. Nekaj izkušenj, kar se tega vzpostavljanja intimnejših stikov, sem pridobil pri filmu Aleksandrinke, kjer sem imel seveda opravka z 80-letnimi damami, ki so mi vedno ob pogovorih, prvih pogovorih rekli, kaj boš mene snemal, jaz sem stara pa grda, pa tako ne. Ampak vi imate zgodbo, ne, tako ne. In pa se je skazalo, da seveda je potrebno zaupanje, ne. Mogoče je tle tudi bilo, ampak jaz se nisem preselil v samski dom zato, da bi pridobil zaupanje, ker konec koncev je ta samski dom v sosednji ulici, jaz sem tja lahko hodil kadarkoli, pa bi lahko tako pridobil zaupanje. Šlo je preprosto zato, da jaz, ko sem prvič vstopil v to hišo, ko sem hotel najti prvi kontakt, je prišel en zelo grob hišnik, ki me je fizično ven vrgel. Kaj ti tle delaš, zakaj? Bil sem pa že s kamero, ne. In tako, no, pa sem pa ugotovil, da pravzaprav bo mogoče najbolj elegantno, če jaz najamem sobo, ker itak to pod stečajnim upraviteljem in sobe so prazne, stečajni upraviteljica se mora ravnati ekonomično, zapravo meni mora oddati sobo, ker dovoljenje za snemanje mi pa ni hotela dati. To sem seveda najprej zaprosil. Tudi jaz sem se pravzaprav preselil v ta dom zato, ker nismo druge možnosti, ker rač ne bi mogel snemati noter. Ker mi ne bi dovolili, ker danes je vse prepovedano, nič ne smeš snemati. To je za razliko od 20 let nazaj, danes rabiš dovoljenje za to, da posnameš, ne vem, ptičje pero v letu, karkoli. Vsi hočejo dovoljenje, vse je prepovedano, ne boste. Tvoj se pojavi kakšen odvetnik, kakšna grožnja in tako naprej. Sploh, ko sem šel na kakšne lokacije, na kakšno gradbišče, ne. To so bile tako grožnje s policijo, prepovedi. Zdaj, snemali ste baje sami, tudi dostikrat to pomeni, da je bilo to pomembno, da niste imeli neke večje ekipe zaradi intimnosti, ki ste jo lahko vzpostavili, ali je bila ekipa tudi prisotna zraven? Ekipo, pravzaprav, sem imel pomoč pri snemanju samo takrat, kadar sem pravzaprav potreboval več kamer, ne. To so bile neke posebne situacije, kot to zdaj, ne. Če sem imel jaz sestanek tamle skupine, recimo, sem potreboval več kamer, ker bi težko pokril oziroma bi težko montiral, če ne bi imel pokrito, če ne bi pariral otroka in vzgojitelja, ne. Sprav sem rabil več kamer. In še enkrat na delovišču, sicer pa večino stvari sem snemal sam, ja. To ni bila neka posebna odločitev, bila je spontana.
deloma tudi že izhaja iz Aleksandrin, ker sem že tam ene stvari sam snemal. Jaz sem gotovo, da mi je to zelo, pri dokumentarnem filmu, da mi je to zelo, kako bi rekel, na nek način celo udobno, intimno, spontano. In pri teh delavcih tle v Samskem domu je bilo tudi tako nekako, da tam so televizije skozi prihajale kot neka agresivna ekipa, ki ima omejen čas, pride, postavi luči, potegne kable, gleda na uro in šibamo, ne? In zvečer je to na televiziji in tako, ne. In to se meni se to ni nekako, ne, da se mi ni dopadlo kot način dela, se vemo, to je pač nuja, ne, ampak v enem trenutku sem uštekal, da je zelo dobro to, da pravzaprav oni meni ne jemljajo resno. Oni meni niso jemali resno nekaj časa, zaradi tega, ker kaj hodi, skozi nekaj snema, tega ni nikjer, to se on nekaj gre. Pa sem počasi ugotovil, da sicer nisem nekaj čist nov, ne en bedak, ampak še vedno sem mislil, da sem jaz tam iz boke kakšnega razloga. In potem so počasi pristali na to, da se pač pogovarjamo, tudi če je kamera, pa tako. Ni pa nihče verjel, da jaz res film snemam. To sem globoko prepričan. In ta odnos je bil meni všeč, zato ker jaz ne potrebujem od njih nekaj, da bi oni verjeli vame. Jaz sem potreboval samo en odnos. Koliko pa je bilo pol na koncu posnetega materiala, glede na to, da ste kar nekaj časa bili tam? Ja, pa tudi ni bilo tako grozno, zato ker jaz sem res, da prihajal ves čas s kamero, bolj zato, da so se oni navadili, da je to, da sem jaz pa kamera eno, ne. Tako da imam posnet, pa ni v filmu in krasen komentar enega, pa nehaj že, daj se enkrat pogovarjati brez te kamere, pa nisem snemal, ne. Tako da približno sem vedel, kdaj je vredno pritisniti tisto tipko rekord, ne, tako da nisem vedno snemal. Tako da materiala ni bilo spet tako pretirano, no. Nekaj je pa bilo seveda, ja. Zdaj pa še čisto na kratko eno vprašanje. V dokumentarnem filmu lahko vidimo v bistvu to izkoriščanje teh delavcev, ki so včasih delali na Vegradu in v bistvu, da so zaradi Vegrada pristali pač v taki grozni socialni poziciji. Potem pa vidimo, kako so prišli na medije in tudi v kulturo, kjer so v bistvu na njih delali neko zgodbo, neko predstavo po njihovih izkušnjah. A ste mogoče s tem hoteli nakazati, da v bistvu so izkoriščeni tudi strani medijev in tudi strani kulturnikov? Lahko odgovorim samo z ja. Zato, ker je tako poteka to, da v bistvu mi je šlo ves čas grozno na živce. Ko sem jaz vstopil v ta dom, mi je šlo grozno na živce, ker sem gledal medijska poročila in sem gotovil, da se veste, ko gledaš neko današnje novice, so zgodbe, ne. To so zgodbe. In te zgodbe potrebujejo junaka in vedno je bil junak anti-junak, seveda, to so bili neki negativci, to je lahko Hilda, lahko ta ali oni, tajkun, kakorkoli, ampak se teh medijev sploh ne zanimajo pozitivni junaki, pozitivne zgodbe, kaj takega, ne. Ali pa kakšne bolj preproste zgodbe, to je dolg čas. Mora biti zgodba atraktivna, umazana, podložena z vso možno človeško svinjarijo, potem je to prava zgodba za sodoben medij, ne. In meni se je zdelo, ker sem samo bežno videl te obraze, ne, ki jih kamera samo švrkne, ki so jih oni potrebovali samo za neko kredibilno podlago, ne. Ko sem videl te obraze, sem rekel, oni imajo zgodbo, ne, Hilda, ne, tako, oni so pravzaprav neki junaki, samo da jih ne vidimo na ta način. In se mi je zdelo, da jih je treba pač obiskati in jih predstaviti kot osebe, ne kot fenomen, ne kot pojav, ne kot žrtve, ne kot množico, ampak kot, ne, jaz sem Rasim Makalić, jaz sem Hasib Muharemović, pa tako naprej, kot take, no, tega sem si želel. Se mi zdi, da si zaslužijo in slej ko prej se izkaže, da so vsi, da so kot ljudje, morda bolj zanimivi, ali pa definitivno bolj zanimivi, kot tisti negativci, ki so pravzaprav zelo, kot junaki, če gledamo, ne, kot karakterizacijo lika, so v bistvu zelo primitivni. Vsi delujejo po enem vzorcu in gre seveda samo... Se vrtijo v krogih. Se vrtijo v krogih in gre samo za denar, ne. Saj to je malo dolgočasno, pa vendarle se mediji s tem ukvarjajo. V redu, hvala. Kje lahko vidimo film? Kje lahko gledalci vidijo? Zaenkrat samo na Vimeo tisti, ki imajo geslo. Aha, okej. To pa bo pa valjda, upam, da bo v kinu, ne.
Kdaj pa načrtujete, imate že kakšne? Jaz zdaj načrtujem kaj drugega, ko bom prihodnje delo, producent pa verjetno načrtuje distribucijo. Upam, da jo. Mislim, da jo. Super, hvala, da ste bili naš gost v studiu. Enkrat en drugačen, malo prijeten pogovor. Hvala tudi vam, da ste bili z nami. Zdaj pa Aljaž. Ob 21:30 je v amfiteatru potekala projekcija kratkega in celovečernega filma 2. Luči. Dež. Film. Ne, še enkrat. Luči. Ljudje. Poletje. Ne, še enkrat. Luči. Taksi. Dekleta. Ne, še enkrat. 2 filma. Luči. Dekleta ne jočejo. Pozdravljeni gledalci in gledalke v imenu podcasta Filmflow. Z vami bova danes Maja in Ana. Danes imamo v studiu avtorja celovečernega filma Dekleta ne jočejo, Matevža Luzarja. Zdravo, Matevž. Kakšni so odzivi po projekciji? Odzivi zaenkrat so super, no. Mislim tako, se mi zdi, da so ljudje uživali. To je bil tudi moj namen, v bistvu malo ta girl power pa to. In prvo vprašanje se kar samo ponuja, zakaj si se odločil delati film o ženskah? Več razlogov. Mislim, ena stvar je to, da se ta zgodba rodila o ženskah. Sem pa že več let v bistvu razmišljal tudi, da v slovenskem filmu nimamo glavnih junakinj. Oziroma, nimamo neki BDS mal glavnih junakinj. Imamo te trpeče mame in vse to. Ampak, kar je tudi prav lahko, ampak dajmo še malo kaj drugega. In v bistvu zaradi tega sem se nekako odločil za to temo, pa tudi zgodbo. Tako da, to. Itak pa ni en razlog sam za kaj delati film. Kako pa si se pol lotil v bistvu od tega dela, kako se postaviš v žensko glavo oziroma kako si se lotil pisanja scenarija? Pa zanima me tudi potem še naknadno, kako, če si v bistvu scenarij pisal že s temi 3 igralkami v mislih, pa koliko so mogoče tudi one same potem doprinesle k tem 3 vlogam, ker so vse 3 zelo take karakterne igralke. Ja, v bistvu bi, zdaj sem od prvega pozabil, bom kar na koncu začel. Ne, nisem razmišljal o njih, ker sem pisal, v bistvu nekako pa smo tako razne v bistvu audicije imeli pa malo govorili. Sem pa imel idejo pač narediti nekako, ustvariti like neke sponzoruše in tega. In nekako, ful smo pa delali, vadili. Recimo, ta leitmotiv Čigumija, ki ga ima Maša v filmu, to se je na vaji zgodilo. To tudi ne bi mogel napisati, ker to je nekaj, kar se mora kot živo zgoditi. V bistvu. Kot iz njenega lika? Iz njenega lika, ja. V bistvu daš, da ni izmenem sam, da vzami čik pa nervozno kadi, ampak da je še nekaj drugega. Ko si imel te ženske like v mislih, kaj točno si hotel, da portretirajo? Kaj je bil njihov namen? Oziroma, kakšne ženske? Mene bolj, v bistvu, zanima me to, kako neka ženska, ki v bistvu živi brezskrbno, ker njen mož skrbi za njo, nič ji ne manjka, ima nakit, ima denar, pač ne. Tako, ko pokaže v bistvu v Goodfellas ona, ko hočeš denarja, pa ona tako pokaže. To so te ženske in me zanima, kako neka taka ženska zraste oziroma se nekaj premakne v njej. Pa mogoče naredi, tudi malo boljša, ne boljša, to je slaba beseda. Da se razvije. Da se razvije, ja, da ima neki, da je nek twist v karakteru. Ker ponovadi vsi imamo nekak predsodke do takih karakterjev, v bistvu vsi malo tako postran gledamo do te ženske, ki izstopajo iz BMW-ja. Si se pa v bistvu v filmu tudi malo poigral žanrom, neke kriminalke, plus komedija je zraven. Kako si pa to v bistvu upeljal, ko v bistvu v slovenskem filmu nimamo zelo veliko žanrskih. Ja, jaz sem v bistvu začel zelo kriminalko, jaz sem tako, gremo delati kriminalko. Pol nekako, ko sem pa delal, sem pa v bistvu malo, mi je bilo tako malo, nisem bil to jasno. In nekako pol mi je prišel ta humor tako spontano
eno noč, ki sem delal noter in se je pol začel to dogajati. No. Pa v bistvu hotel sem narediti film, ker mogoče na začetku misliš, da je nekaj drugega, kar se pol razvija. No. Kaj si imel prvo v načrtu, da narediš film o ženskah, ali si prvo imel v načrtu, da narediš kriminalko? Ne, prvo sem imel o tem, kako gre sponzorša izterjava denar. To. Okay. Pa koga rab zraven. To je bil plot. To je bil prvo, kar me je začelo zanimati. Mislim, tudi ta zgodba obstaja v resnici. Zdaj na koncu se nekako nakažeš, da ko ženske dobijo denar, ko one izterjajo ta denar, naredijo iz tega denarja nekaj dobrega, za razliko od moškega, ki ga je v bistvu dal sam za sebe. Kaj zdaj, a hočeš zdaj mogoče s tem povedati, da če bi ženske v svetu vodile finance, da bi mogoče biti svet lepši? Ja, mogoče kaj pa ne, v bistvu, tudi to je nekaj. Ampak v bistvu nekako tako, vse gledamo, koliko je tega denarja pokradenega pri nas v Sloveniji bilo. Mislim, včasih lahko tudi umazan denar, srečen konec najdem. V redu, hvala Matevž, vso srečo s filmom, ki ga lahko vidimo. Danes je Portorož bil, zdaj pa... Kaj pa prihodnje? To bomo pa videli, ne vem. V redu, vso srečo, hvala. V Berlinu, ne? No, fajn. Hvala za enkrat, mi pa pridemo nazaj z naslednjim avtorjem. Ostanite z nami. Hvala Maja in Ana. Včerajšnji festivalski dan je sicer zaključila projekcija filma Idila Tomaža Gorkiča in kratkega filma Mitje Mančka ob 23:15. Več o filmih pa v jutrišnjem pregledniku. Našim montažerjem zaradi pozne ure zaključka tudi privoščimo nekaj malega spanca. Želimo si, da nas ne bo zmočilo še danes. Vabimo vas, da za več informacij o predvajanih filmih ostanete z nami še naprej na prenosu v živo Zajtrka z avtorji 2 ob 11:30. Po zajtrku pa ponovno sledi bogat filmski program FSF-ja in SFC-ja. Hvala, da ste bili z nami in srečno!